Pred mesecem nismo tudi v oddaji Dobro jutro spremljali nekaj utrinkov našega kolega s potovanja po Aziji in oceani. Marjan Šrimf je namreč že nazaj in zavzeto ustvarja serijo dokumentarnih potopisov s potovanja. Marjan, dobro jutro. Dobro jutro in lep pozdrav tudi vsem gledalcem in gledalkam oddaje Dobro jutro Slovenija. Sicer osnovni namen potovanja v Azijo in Oceanijo niso bili potopisi, ti so nastali tako ob poti, lahko rečemo, ko človek vidi čudovite stvari. Osnovno poslanstvo je bilo priprava dokumentarnega filma o velikem Slovencu Vladimirju Kosu, namreč portret o tem slovenskem misionarju, pesniku in tudi nagrajencu Prešernovega sklada pripravljaš že lani. Od oktobra, morda beseda ali dve sploh o Vladimirju Kosu. Ja, res je, tako kot si dejal, oba ta dokumentarna filma oziroma potopisa ali feljtona, kot jo naj imenujem, sta nastala ob tem, da je bila glavna naloga oditi v Tokio in posneti Vladimirja Kosa v ambientu, kjer živi že 58 let. Je namreč dobrotnik, zbira denar za revne otroke v Tokiu. Človek bi si mislil, da tam v bogati Japonski ni revnih ljudi, pa še koliko jih je. Bili smo tudi v sirotišnici, ker je on delal in zbiral denar. Tam je 86 takšnih malčkov in tam smo posneli tudi zelo prisrčen pogovor z njim. Potem smo se odpravili še pod goro Fuji. Tam je namreč napisal knjigo Esej iz japonskih otokov. Poleg tega, da je pesnik, je tudi pisatelj in filozof, tega nisva še rekla. In tam smo posneli pogovor pri eni družini nekega donatorja, ki ga on pozna že 30 let. To je zdravnik, ki nas je povabil v njegovo hišo, tako da smo bili v pristni japonski hiši, se pogovorili z njim, z tem zdravnikom, posneli goro Fuji, ki bi bila takrat ravno do polovice še pokrita, to je bilo sredini marca, snegom, polovica pa je bila že kopne. Dan je bil čudovit, še snega je bilo približno 30 cm v nižini, kajti to je na severu Japonske. In skratka, tukaj smo dokončali ta portret z sončnim zahodom jezera, ki je pod goro Fuji, in sonce gre v jezero, in s tem bomo tudi končali ta portret, ki smo ga začeli snemati že oktobra, ko je bil Vladimir Kos tukaj. Potem nekaj kadrov imamo tudi z podelitve nagrade Prešernovega sklada, tako da bo ta 50-minutni dokumentarec nared do njegovega rojstnega dne, 2. junija v tem letu. Tako 58 let že gospod Kos deluje na Japonskem, od 90 let si omenil, da je star in še poln energije in življenjskega elana. Ja, to je neverjetno. Snemalcem Robertom Kramfoglom sva ga snemala ravno tam, ker sem to omenil, pod goro Fuji. Rabili smo nekaj posnetkov njega, kako hodi seveda tam na določenem območju. In on je bil tako poskočen, tako neverjetno poln energije, da tudi, ko je moral iti petič mimo kamere, kajti 4-krat je pogledal v ekran in to seveda ni bilo sprejemljivo in je to sprejel čisto kot nekaj normalnega, pa je rekel, gremo še petič. No in tako je vse skupaj potekalo tudi v Tokiu, ko smo ga snemali v sirotišnici, potem na Univerzi Sofia, kjer je predaval dolga leta, 30 let je skoraj bil profesor na tej univerzi. To je zasebna univerza, ki je zelo cenjena na samem Japonskem, sodi med 10 najboljših in skratka razlagal nam je tudi o tem svojem delu, potem o pisateljevanju, o pesništvu in kot zanimivost napisal je tudi knjigo Kamelije, bori in češnje. To je ena pesniška zbirka in mi dva snemalcem sva komaj čakala, ali bodo češnje zacvetele v Tokiu. Na jugu Japonske tam so že cvetele, ampak ne pa v Tokiu, in vsi so nama rekli, ker je bil še padal je sneg pred enim tednom, to je nemogoče. Ampak ko sva snemala na vrtu Cesarske palače, vidim, da se ljudje zbirajo okrog enega drevesa in to je bilo oddaleč, in ko prideva blizu, vidiva dve ogromni češnji za tistimi roza cvetovi, kako jih vsi fotografirajo, in to sta bili prvi češnji, ki sta v Tokiu cveteli, in seveda smo to posneli, kajti sodi v okvir njegove pesmi. Tako, ravno v pravem času. Sicer pa, kot rečeno, so ob snemanju dokumentarca ali pa dokumentarnega zapisa o gospodu Kosu nastali tudi dokumentarni potopisi na Burmi oziroma Mjanmaru na Japonskem in potem tudi na Palau. Pa če se najprej posvetiva Mjanmaru oziroma Burmi.
Kakšna je Burma? No, tukaj vidimo tudi posnetke iz Jangona ali Ranguna. Zanimivo je, da tam uporabljajo še obe imeni za državo Mjanmar in pa Burma. In sicer je to zanimivo zaradi tega, ker so vojaška hunta, ki tam vlada, še vedno namreč je preimenovala Burmo v Mjanmar in s tem se mnogi niso strinjali. Tudi Nobelova nagrajenka Aung Chi ni tega nekako sprejela in je rekla, vse to so naredili brez volje ljudi, ljudstva. No, skratka, tam sva imela časa 8 dni, zato sva poskušala v tem kratkem času posneti čim več. Začela sva v Yangonu, se pravi 2 dni sva si lahko privoščila za to veliko mesto. Posnela sva velik tempelj Shwedagon, ki je pravzaprav meka vseh budističnih vernikov v Burmi ali v Mjanmaru. Potem iz Yangona naju je taksist, voznik, ki sva ga tam najela, kajti brez tega ne bi mogla toliko posneti. In sva šla do Golden Rocka, to je pa ena skala 156 km iz Yangona in to je pa drugo največje budistično svetišče za Burmance in sicer je to romarsko svetišče od novembra pa do marca, dokler je to suho obdobje, prihaja tja na 100 000 ljudi in to je izjemno zanimiva skala, verjetno tukaj vidimo Shwedagon, to je to največje svetišče, ki ga obišče ogromno ljudi, tudi turistov, zdaj se namreč turisti počasi vračajo, ker je hunta malce umilila vse te predpise, ni toliko vidnih vojakov in tako dalje, ampak vseeno so še v ozadju. No, ampak da sklenem misel, potem, ko sva posnela Golden Rock, sva morala z notranjimi leti, ti so pa poceni v Burmi, odleteti do jezera Inli, tam sva, to je izjemno lepa destinacija, od tam še v staro kraljevsko mesto Bagan in potem 14 ur po reki do Mendeleja, drugega največjega mesta in tako je minilo teh 8 dni in posnela sva 5 od 10 najbolj top destinacij v Burmi. To je bil praktično neverjeten podvig. In zdaj se pripravlja ravno film o tem, ki bo na sporedu v ponedeljek, na velikonočni ponedeljek ob 20. uri na TV Maribor, da malce tudi gledalce upozorim na to. Tako 21. aprila zvečer ob 20. Kaj te je najbolj presunilo v sami Burmi oziroma Mjanmaru? Predvsem so bili to ljudje. Gre namreč za izjemno prijazne ljudi, ki so odkritosrčni, hkrati pa tudi zelo ponosni in revni. V tem je ravno bistvo vsega. Vse posod vidiš, da ljudje tam živijo dokaj, ne bom rekel na robu preživetja, ker tam se da preživeti tudi z $1 na dan. Veliko riža namreč pojedo in teh polivk, zato recimo plača, se sva sama to izkusila, evro recimo za večerjo. Poleg tega pa so zelo predani budizmu. Vse posod na 10 000 pagod je po celi Burmi in večina teh glavnih pagod, to, kar smo videli, Shwedagon, no tukaj vidimo tudi zanimiv kader, veliko je mopedov in vse živo prevažajo z mopedi, tako od prašičev do tudi, to so še živi piščanci, ki jih potem peljejo v razne restauracije. Skratka, ljudje tam so zelo revni, veliko dajo denarja budističnim menihov, kakšnih 400 000 jih je, zelo so cenjeni in tako v bistvu vidiš povsod, ker hodiš, da ljudje darujejo denar, tiste malo čatov, ki jih imajo, čat je njihova nacionalna valuta, ampak dajo tisti še minimalni denar, čeprav ga imajo sami zelo malo, ravno za cerkve, za budizem, za menihe in predvsem pa za zlate lističe. Mi bomo v filmu pokazali, kako oblepljajo vse te budine spomenike z zlatimi lističi, tako recimo, da sitting Buda, sedeči Buda v Mendeleju, ki je tam že 200 leti, skoraj nima več podobe človeške glave, ampak ker je tako oblepljen. Mario, hvala lepa. Kot rečeno, sam dokumentarec 21. aprila zvečer ob 20. na televiziji Maribor si ga boste lahko ogledali, prav tako tudi potopisa po Japonski in pa najmanjši republiki Palao na svetu.